Martinovo, ki ga uradno praznujemo 11. novembra, velja za praznik vina in obilne pojedine. Na Blejskem gradu pa so v tem času pripravili pravo Martinovo popotovanje s pestrim glasbenim in plesnim programom. Mlada dama, vam lahko ponudim vaše ključe? Seveda. Hvala. Sveti Martin je bil svetnik, ki je rad pomagal revežem. Legenda pravi, da je nekoč v mrzlem zimskem jutru pred mestnimi vrati srečal berača, ki je na pol oblečen zmrzoval. Ker ni imel nič drugega, je izvlekel svoj meč, prerezal svoj topel plašč in ga polovico namenil revežu. Vendar že dolga leta god svetega Martina evropske države praznujejo kot praznik vina in dobre zabave. Mošt, ki od trgatve naprej vre v sodih in velja za nekaj nečistega in grešnega, naj bi se namreč 11. novembra, natanko 11 minut čez 11, ob blagoslovu spremenil v pravo mlado vino. Kot pravi stari pregovor: pršu je pršu, sveti Martin, on ga je krstil, jaz ga bom pil. Martinovanje je na gradu simbolično potekalo že 5. leto zapored, saj so včasih namreč področje bližnje okolice grajskega griča krasile čudovite vinske trte. Številni turisti so z veseljem prisluhnili dvojezični predstavi Martinovo popotovanje skozi čas. V nemščini in slovenščini sta jo vodila kar gos in gosi pastir. Jako lijepa predstava za ovaj dan, stvarno na lijepom mjestu i ugodno za vidjeti, za doživjeti nešto posebno. We really enjoyed that one. The wine, the music, the live show itself, it's okay. It was a great show. It was nice to see how youngs continue the tradition of our parents, and I think this is a good place to show the traditional dances and the traditional clothes, and to try, why not, some local wine. Mene je pa go zelo všeč bilo, ker je ona tudi znala tako fajn pet. Mislim, ne samo govoriti, ampak pela je in to v tuji jezik, ki pa res ni tako enostavno. Wenn ich ganz ehrlich bin, die Gans, seine fesche Gans habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Dass die dann am Tisch landet, das ist schade gewesen für die Gans. Kaj danes pripravljate na gradu? Danes imamo šmoran, ali pa ponudimo še kranjsko klobaso z gorčico, pa se pravi hrenom. Kaj pa ljudje raje vzamejo? Ja, trenutno je bilo največ prodanih, bi rekel, kranjskih klobas, ampak se pa rad posladkajo tudi šmorno. Tradicionalne Martinove jedi, kot so perutnina, mlinci in rdeče zelje, se na Martinov vikend pripravljajo tudi na domačih mizah v različnih državah. We come from Upper Silesia. It's near Polish-Czech border. We eat goose. And that's it, I think. For example, in Greater Poland, it's a region in the middle of Poland. They eat also special sweets for that day, and also we drink a lot of wine. We have other places in Friuli, Venezia Giulia, where you can actually try food beside the wine. So we do have, this is a period of tasting traditional food, yes. Priprema se u našim ugostiteljskim objektima isto tradicionalna prehrana, znači velimo ono kaj se za Martinje obično jede, to obično guska, kestenovi, na razne načine pripremane takve delicije. Yes. Isto koji kod vas. Das Ganslesen ist bei uns sehr berühmt, ja, da werden leider viele Gänse zuvor gezüchtet und am 11.11. Martini werden sie dann geschlachtet und landen dann auf den Tischen, ja, mit einem guten Wein natürlich. Ob tem prazniku se grad lahko pohvali s potonko znamenite stare trte z Lenta, ki raste na višini 599 metrov in velja za najstarejšo trto na svetu, staro skoraj pol tisočletja. To pa ni edini naš rekord povezan z martinovanjem. Slovenci smo namreč pravi evropski prvaki tudi glede dolžine praznovanja, ki zadnja leta traja že kar ves Martinov teden. Martinovanje je torej čas, ko se združijo stari prijatelji, ljubitelji jesenskih dobrot, predvsem pa ljubitelji dobrega vina. Pa na zdravje!